Spoštovani, dovolite mi, da v imenu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in svojem imenu izrečem globoko sožalje vsem svojcem in vsem bližnjim preminulih v prometnih nesrečah. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je opomnik. Danes je ta opomnik kar dvojen, saj obeležujemo 25. obletnico na mednarodni ravni in 15. leto, kar so ga Združeni narodi uvrstili na agendo. Letos nas je globalna zdravstvena situacija prisilila, da je to pomembno obeležje nekoliko drugačno. Bližje smo v mislih, obenem smo na ustrezni varnostni razdalji, da varujemo drug drugega. Toda prav to zgodovinsko obdobje od nas terja čas za globok premislek. Premislek o odnosu do lastnih ravnanj, ožje in širše družine, prijateljev, sodelavcev, do soljudi. Vsakdo nosi svojo usodo, s katero se je v tem času še teže soočati, če je bila zaznamovana s tragičnimi dogodki. In vsakdo je odgovoren za svoja dejanja in ravnanja ter odnos do drugih. Tudi v prometu, kjer egoizem in objestnost nimata kaj iskati. Ceste morajo biti prostor solidarnosti in ustreznega ukrepanja. Osrednja organizacija, Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč, letos izpostavlja slogan: Spominjajmo se, pomagajmo, ukrepajmo. Vse tri ravni nosijo pomembna, ne le simbolična sporočila. Spominjajmo se tistih, katerih življenjska pot je bila tragično prekinjena. Pomagajmo svojcem in bližnjim. Ukrepajmo tako, da nadgrajujemo zakonodajo, krepimo preventivo in spodbujamo k odgovornemu ravnanju in prometni kulturi. Na tem mestu izražam zahvalo predsedniku Zavoda Varna pot, gospodu Robertu Štabi, za dolgoletna prizadevanja, ki jih sodelavci namenjajo v podporo žrtvam, njihovim svojcem in seveda preventivi. V zadnjih tednih je veliko govora o krivuljah in kako si jih želimo sploščiti. Želim vam pokazati drugo krivuljo, ki sicer kaže trend navzdol, a si tudi za to krivuljo želimo, da bi jo sploščili in tako v polnosti udejanili vizijo nič. Število smrtnih žrtev in telesno poškodovanih smo v Sloveniji v zadnjih 15 letih več kot prepolovili, toda vsaka smrtna žrtev in vsak poškodovan je preveč in za seboj pušča neizbrisne tragedije. Tega se še kako zavedajo tisti, ki ostanejo za preminulim in tisti, ki jih breme poškodb spremlja vse življenje. Ko analiziramo številke in trende, zato nikdar ne pozabimo, da je za statistiko vedno stojijo starši, otroci, prijatelji, sodelavci z imeni in priimki. Spoštovani, naj današnje besede sklenem z zadnjim sporočilom v sloganu. Ukrepajmo. Po prometni varnosti je za nami najboljši mesec oktober v vsej zgodovini Slovenije. Prepričan sem, da si vsi skupaj želimo, da bi za vsak mesec, ki prihaja, lahko rekli enako. Vsi, ki delujemo na področju preventive in ozaveščanja, smo zaradi ukrepov, ki varujejo naše zdravje, prisiljeni k inovativnim idejam in drugačnim pristopom pri naslavljanju javnosti. A skupaj bomo zmogli premagati tudi to obdobje. Želim si, da bi iz njega izstopili bolj modri, še bolj pazljivi in strpni. Želim si, da bi previdnost in sočutje v največji možni meri prenesli tudi na naše ravnanje na cestah. To je edini način, da prehodimo pot vizije nič do cilja. Hvala za vašo pozornost.